prav lep pozdrav vsem. Torej, poglejte, ko je papež že sklical prvo sinodo, to je bila sinoda o družini, kasneje je bila sinoda z mladimi, potem je bila še regionalna sinoda o Amazoniji. In zdaj, ko je sklical to sinodo o sinodalnosti, je v bistvu nadaljeval tisto, kar je bilo do časa Benedikta, papeža. Namreč zadnja sinoda, škofovska sinoda za časa papeža Benedikta je bila o evangelizaciji. In kako živeti cerkev, je to vprašanje. To prvi prostor družine, drugi prostor mladih, zdaj pa kako, ker sinodalnost je v bistvu način, kako živeti cerkev. Zdaj najprej hvala, da človek lahko o tem spregovori, ker pri mnogih stvareh, v katere smo kot družba vpleteni, to potem včasih se zdi, kot to ena izmed stvari, seveda nemogoče, da bi bilo povsod vključena, ampak se mi zdi, da je pomembno, da je vključena v cerkvi. Torej, mogoče par besed uvodoma. Gre za to, da na podlagi tega, kar se dogaja zdaj, proces te sinode o sinodalnosti, ki je začela leta 2021 in se letos zaključuje oktobra, in predhodnih sinod papeža Frančiška, skušam podati nekaj malega o tem, kako je beseda zelo pomembna pri sinodalnosti. Ena skica, ki pa ni strogo vzeta, torej, kateri deli tukaj so nekaj o sinodni in sinodalnosti dobro reči. Potem posebno mesto besede v teh procesih, ne samo dialog, razločevanje, zazrtost, molitev, ampak mnoge druge stvari. Potem se mi zdi morda prej kot vsebinski elementi pomembno, da sledimo s kakšno dinamiko, s kakšnim načinom lahko delamo, da res slišimo tistega prvega akterja vsake sinode, ki je Sveti Duh. Potem so nekateri posebni poudarki, sedanje stanje in kako bo naprej, saj mičkamo ta kontekst, da bi prišli do dveh temeljnih stvari, ki nazadnje se mi zdijo pomembni. Torej, tukaj nisem zato, da bi neko akademsko znanje posredoval. Kljub temu, to je pomembno. Tukaj sem zato, da bi živeli cerkev in da bi se pri tem pomagali. Pomagali pomeni, da se tudi vprašamo, kaj lahko jaz storim skupaj s tistimi, s katerimi skupaj živim, in kaj lahko v drugih okoljih cerkve, sveta naredimo skupaj. Torej, to vprašanje ne bi nekako rad izpustil, tudi če časovno ne bo dovolj primerno razmerje, in pa ena perspektiva, kako naprej. Zakaj to pravim? Glejte, če sploh malo povedamo, kako je s to sinodom. 9. oktobra pred 3 leti je papež sklical. Že prej so mnoge cerkve ogromno naredile, ker bo že prej jasno, kaj in kako bo šlo. Torej, to je uraden začetek, sicer pa že 9 mesecev, 5 mesecev, odvisno kako prej. In prvi korak je bil to, da smo po škofijah ali po drugih okvirih cerkve srečavali, pa kaj pogovorili, koliko ste bili to vključeni na razna srečanja, ne vem. Jaz lahko samo rečem, da so poročila prišla, mislim, da iz vseh, razen ene škofovske konference. Torej, povsod po svetu je bil en delež kristjanov vpet. Tisto, kar je želja, kdo naj bi vpet, o tem kasneje. Potem smo se srečali, so pripravili neko poročilo iz tega in smo se srečali na ravni kontinentov. Je bilo zelo lepo srečanje evropsko v Pragi, res lepo srečanje. In tam je bilo to, razširi prostor svojega šotora. Šotor kot en simbol, ki te lahko varuje, ki spremeš obiske, ki te ščiti in ki ga, to je zelo pomembna stvar, pozabimo, ki ga premakneš. Ker hiše ne moreš premakniti, šotor pa je tako odprt, da ga lahko premakneš. Torej, razširi prostor, da bo prostor za druge ljudi.
Potem sta pa predvidena 2 srečanja škofov in okoli 100 tistih, ki niso škofje. Jaz imam tam tudi nekaj prijateljev, seveda duhovniki, sestre, dolne sestre, laiki, poročeni samski. Iz naše skupine, iz Prage, jih je tam nekaj več, tako da zato lahko tudi rečem, da imam koga, ki ga poznam. In seveda iz Slovenije je bil in bo oktobra spet škof Maksimilijan Matjaž, ki je odgovoren za daljno stvarnost. Torej, en lok, nekaj, kar se dogaja 3 leta. To je prva stvar, ki je mogoče reči, torej ne gre za besedo, ampak gre za en daljši proces, ki gre za pogovor. Torej, beseda ni izrečena brez prostora, oseb, zgodovine, lahko tudi rečemo časa. Ta sinoda, kljub temu, da mi laiki mogoče v sinodah nismo veliko vedeli, pravzaprav že sinoda po več kot 50 letih škofovske sinode, ker škofovska sinoda je bila vsa drugega koncila in ravno v obdobju tega papeža, kmalu na začetku je bila ta obletnica, ki bomo kasneje omenili, torej gre za sad koncila, ampak to je sad, ki je bil, skoraj bi upal reči, neke vrste zasuti vodnjak, bi rekel Truhlar, torej vodnjaki, polni vode, ki pa iz njih ne moramo zajeti, ker so malo zasuti. Zakaj se je to zgodilo? Ne vem, jaz sem vidim eno veliko priložnost, eno veliko možnost, prav en navdih Svetega Duha, ali pa krik, klic, da je sinoda način, s katerim se lahko soočimo s tem, kako bi cerkev živela, kako bi kristjani živeli v tem novem času. Nov čas, nekateri pravijo, veste, zdaj že pokojni, precej let, Stane Gabrovec, je bil veliki akademik, arheolog, on je rekel, da je že dolg nazaj v naši dobi umrl Aleksander Makedonski. Torej, mi se nahajamo ob koncu neke dobe ali začetku neke nove dobe, kot se je nahajalo krščanstvo na začetku svojega obstoja. In ne smemo nikoli pozabiti, sej renesansa, zlasti recimo to, kar so nove Atene, Firence, oni niso iskali navdiha v srednjem veku. Če česa niso želeli, tega niso želeli. Ampak iskali so navdih. Zato se reče nove Atene, ker niso iskali navdih pri Homerju ali pa pri Arhimedu. Navdih so iskali v klasičnem obdobju Grčije, kjer, kot veš, so bile tragedije, fantastična reč. So delali tako lepe ekipe, so bili v filozofiji te 3 veliki, verjetno največji v filozofiji človeštva, Sokrat, Platon, Aristotel. In seveda tudi je bila taka demokracija. Poleg, ko bi rekel, tega, da so videli Akropolo in še Kipre in tako naprej. To je bilo eno kratko obdobje in to je bila referenčna točka za renesanso. Kaj je pa za nas zdaj referenčna točka? To je pa zelo odprto vprašanje. In brez tega vprašanja verjetno ne bomo odgovoriti, ker če bomo to referenčno točko našli, ne da jo ponovimo, ampak da je eno kot navdih, pa bo ta vodnjak spet postal vodnjak, iz katerega lahko črpamo, kot pravi Kristus, živo vodo. Torej, kaj je to živ spomin? Ne spomin kot Kronos, ker Kronos vsi poznamo. To so ure do ure, od leta do leta, od obdobja. Grki imajo izjemen jezik, s katerim se izrazi tisto, kar v kakšnem drugem jeziku ni tako razumljivo, ker imajo tam besedo. Drugo besedo za čas, ne Kronos, ampak Kairos. Kairos je pa to, da ti vidiš temeljno vsebino ene stvari, ker se v času razkrije, razodene. To je sveti čas. In brati zgodovino kot Kairos pomeni, da upoštevamo Kronos, ampak da sežeš globje. Da sežeš globje, 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 kot bi rekel mojster naše besede, Cankar, da greš v tisto skrito kamrico srca. Najprej v srce, pa še v srcu tisto skrito kamrico. To je, da greš v globino, globino, globino.
To, kar je Jung tudi uporabljal, ne, samo on je bolj v smislu selfa, ne, sebstva, ali pa kar je srce v Svetem pismu. Torej, da se rodi nekaj novega, ampak sinoda pravi, da ni dovolj, da greš v to globino, ampak da se v tej globini srečaš z globino drugega. To je temelj sinode, kot bomo kmalu videli, da se srečamo tudi s tem spominom prvih koncilov. Mogoče je dobro zdaj, da eno reč preskočim, pa smo vrnili, ker smo tako prišli. Glejte, mene, vse nas najbolj Svetopismo nagovarja, ampak mene nagovarja glede sinode ta stavek. Morali so biti pogumni, so napisali. Znamo si predstavljati, kaj ta stavek pravi. Citiram apostolska dela, to je Jakob, ne. Sveti duh je namreč odločil in mi z njim. Kakšna ponižnost do svetega duha, da lahko to cerkev napiše. In kakšen pogum, ki je tudi od svetega duha, da si sploh kdo to upa napisati. No, sveti duh v Svetem pismu nastopa okrog 60-krat, 80-krat, odvisno ali tako, predvsem v apostolskih delih, pa v Novi zavezi. Včasih pozabimo, ne, zakaj je prejšnji teden je bil praznik. Marija je obiskala Elizabeto, ne, je angel prišepnil, da je njena teta noseča, ker se ni vedel in gre. In tam je Marija, Elizabeta sprejme s besedami, ki molimo že 2000 let. Ne? Kako je to mogoče? Ena stvar je gotova. Ona ni to rekla iz svojih mislih in čustev in razuma, ampak treba prebrati tisti del, ko tam piše, in je bila polna svetega duha in je znala prebrati, zakaj se je Janesu ne tako malo razveselil prihoda. Torej, ta polna svetega duha je zelo pomembno. Namreč ta sinoda, kot vse temeljne stvari v obdobju tega papeža, ima to dinamiko, da potem, ko srečaš stvarnost, se dinamika obrne k razodetju. Potem se pa obrne, ko ste videli, k poglobitvi, da greš naprej k reševanju. Ampak prva stvar, gledati stvarnost in gledati stvarnost razodetja. In če je v sinodi kakšen odlomek, je to odlomek, ko je Peter šel k Korneliju, oziroma ko je bil prvi apostolski zbor, to je bilo resno vprašanje in so se sprli kristjani, ali tisti, ki iz poganstva pridejo v krščanstvo, morajo najprej postati Judi in sprejeti, dobro, če ne vseh tistih 500 in ne vem koliko vseh stvari, vsaj ta en spisek, manjši. Rezultat je bil, ni treba sprejeti judovstva, treba sprejeti pa dve stvari. In to je ta del govora o apostolskih delih. Takrat je bilo predvsem napeto, ker Peter najprej ni glih poslušal Pavla pa Barnabe, ki sta prišla iz misijonskih dežel, bi danes rekel, z velikim navdušenjem, z velikim ognjem, ker duh je delal neverjetne stvari, ampak je popustil v svojem mišljenju tej bolj tradicionalistični smeri, dajmo najprej tako. In pogledajte, kaj se je zgodilo. Pavel spomne Petra, da pravzaprav je Sveti duh enkrat že ukrepal. Nek pogan je od Svetega duha dobil isto sporočilo kot on, ki je papež. Torej, ko se je to spomnil Peter, je pa takoj rekel, seveda. To je spomin, ki ga daje Sveti duh. In potem tudi moč, da to rečeš. Ne? Ampak Pavel ni utemeljeval vse stvari razumsko. Je pokazal na izkušnjo, ki se je že zgodila, da se je odprl prostor. Torej, to je dinamika cerkve. Nekaj je že bilo, ki nam odpira pot naprej, ne kot kopija, ampak kot en pomemben element tega navdiha. Ne? Veste, kjer je dve stvari bo treba narediti, ker to je za nas pomembno. Odnos do Boga, kot Judje, tudi kristjani imamo enega Boga, osebnega Boga, in odnos med človekom in človekom. Treba roditi odnos med moškim in žensko, ker to ni bilo urejeno v pistih. In, če se zdaj vrnemo k sinodi, pogledajte,
Ko je bilo to enkrat zbran, smo tudi mi imeli pastoralni občni zbor Ljubljanske nadškofije za časa nadškofa Šuštarja, potem slovensko sinodo, potem pripravo in dokument pridite in poglejte. No, Latinska Amerika je bila pa veliko kontinentalno, ne eno srečanje, 5 srečanj. Torej nekaj tega je bilo v tem mestnem času, ampak je ena velika razlika. In ta velika razlika je res razlika. No, mogoče beseda na tem zadnjem srečanju latinsko-ameriških škofovskih konferenc v Aparecidi je bil papež, takrat je bil nadškof v Buenos Airesu, zdaj papež Frančišek, redaktor. In če želite kaj razumeti papeža Frančiška, treba tisto vzeti v roke. Ali pa saj kakšno besedo, ker tam so se prijateljstvi, kot je bil že enkrat prej redaktor enega srečanja v Rimu. To ne pomeni, da je njegovo besedilo bo sprejeto, ampak on je tisti, ki je pripravljal in skupaj z drugimi delal. Sinodo o evangelizaciji papeža Benedikta sem že omenil, dokument je potem skupen. Sinode teh papeža smo tudi že omenili, torej gre res za to, da se na tem, kar je že, nekaj dogradi. In kaj je res novo? Res novo ni to, da se posluša Svetega Duha. To ni nič novega. Tako se dela. Res novo je to, da se posluša celo cerkev, da se posluša Božje ljudstvo. Ker ni novo. To je točno dokument Drugega Vatikanskega koncila, vse pišejo. Ampak smo šli malo bolj v to smer, da smo to premalo upoštevali v cerkvi, če prav razumem. Vsekakor v Latinski Ameriki je bilo to močno, da pač ta papež to zelo močno tudi poudarja. Dobro, torej zdaj pa par besed o sinodalnosti pa akterjih, čisto kratko bomo spustili kaj. Glavni akter, kot je čisto jasno, je Sveti Duh. Ker ljudje iz svojega razuma ne delamo sinode. Mi delamo parlament, mi delamo množico, mi delamo ne vem kaj, ampak sinodo pa ne. Ni pa Sveti Duh akter od zgoraj navzdol, da bi nas v nekaj prisilil. To ni način Svetega Duha. Ker sinoda pomeni že po grško sinhodos, hoditi skupaj. In kot je že na prvem srečanju prve sinodega papeža na trgu Svetega Petra ljudem povedal papež, ne samo škofom, ljudem, to pomeni, da drugega poslušamo in da spregovorimo iz srca. Beseda grška je parezija, to je tako, da nas ni strah. Ampak da nas ni strah, se moramo prostor pripraviti. Nekateri hitro povejo, za nekatere treba pa čas imeti, da se slišimo. Zazrti v Kristusa križanega in ostalega. Torej, ne da se srečamo med seboj za pogovor zase, ampak da zremo odrešenje, ker Kristus križani in ostali je tisti, ko rekel, središčni način, da razumemo kaj. Dobro pa veste, zdaj, ko so bili Binkošti, ali so bili apostoli pogumni brez Svetega Duha. Še razumeli niso. Edino Sveti Duh je tisti, ki jih spominja, ki nas spominja in tako naprej in daje tudi moč. Glavni akter je res Sveti Duh, sicer pa območje škofov, ki je s to sinodo res razširjen in že s prejšnjimi. Leta 2015 je ta 50-letnica, ki sem jo že omenil, škofovske sinode kot institucije, in tam je sedanji papež rekel, ravno pot sinodalnosti je pot, ki jo Bog pričakuje od cerkve 3. tisočletja. To ni dogodek, to ni sinoda o sinodalnosti, to je izziv, kako drugače živeti cerkev in zakaj drugače. Jaz sem doktoriral iz skupnosti, magistriral pa iz postmoderne, torej sodobne kulture. In nekaj čisto gotovo, mi živimo v drugačnem času in načini, kot so bili za cerkev dobri pred desetletji, pa malo več, odvisno malo kje. Danes ne, da so dobri ali pa da so slabi. Enostavno danes ne odgovarja na vprašanje življenja človeka danes. Kar ne pomeni, da bomo zamenjali vsebino, ampak treba je najti tisti način, ki gre s človekom danes. In če smo se pred enim stoletjem nekako vrnili k osebi, k dialogu, ker tudi to bilo pozabljen, je danes čas, da se vrnemo k občestvu skupnosti in k simbolu kot načinu. Sinoda, to je prva stvar, ki je velik problem v nemški sinodi, sinodalni poti,
je cerkven trenutek, to ni medijski dogodek, to ni javni dogodek, to je dogodek cerkve in Maksimilijan Matjaž, s katerim sva vsaj kdaj skupaj o tem, ki je rekla tudi kasneje, na srečanju je rekel, da so rabili kar nekaj dni, ne? Mi so pa 3 tedne skupaj, škofje pa ti lajki in sestre v Vatikanu, da so začeli delati tako, ker so videli, da tisti krog 12 ljudi postane varen prostor, v katerem se lahko odpreš. Če imaš ti pred seboj televizijo, ti ne moreš govoriti o vseh stvarih. Torej, moraš imeti svoj prostor komunikacije, cerkven prostor. O Svetem duhu smo že veliko rekli, ne? Torej, gre za cerkev, ki bi jo vodil duh tja, kamor želi Bog, ne tja, kamor bi naše ideje pa naši okusi šli. To je sila pomembno. Veste, da človek včasih imaš sem in tja, se zgodi, greš na dopust, pa greš imaš. Ali pa tudi v Ljubljani se zgodi, da imaš uro, pa greš kam drugam. Nazadnje ugotoviš pa tako, da duhovniki zelo subjektivno izražajo mašo. Zadnjič en rekel, je na mesto tam, ki je mogel biti, rekel, meni se zdi, da je bolj, da se premaknem kam drugam. Ja, to ne vem, jaz kot laik mislim, da tisti glavni prostori, ne, spredaj so jasno določeni in da moraš se kar tako sprehajati, kakor bi želel. Tudi zato laiki ne smemo se kar gor sprehajati. Ne. Tudi duhovnik nekaj hoče. To je subjektivizem. Pustimo zdaj druge subjektivizme. Tega je toliko velika, vedeti dejansko. To je en velik poziv, klic, ki pa ga ne more živeti na način ideje. Lahko živi samo na način osebe in skupnosti. Kako? Ta papež je res ne pravi s krotkostjo in pogumom. Je to mogoče skupaj? Ja. Krotek do Svetega duha, ki ti da pogum, gre direktno skupaj. Ne? In o Svetem duhu, ko človek malo razmišlja in tudi vas je povabil, da kaj razmišljate tudi sami, gledajte, vse tistih 7 darov Svetega duha veliko pove. Ampak je dobro malo biti tako, ko razširiš, ko vidiš, kaj je Sveti duh storil. To je duh različnosti, kjer je monotonost, tam bo duh dal različnost in edinosti, zato dopolnjevanja in napetost, ki je kreativna. To je duh svobode in ljubezni. Brez svobode ljubezni ni, ampak Sveti duh ti zna pripeljati skupaj, to ni svoboda od. To je duh, ki poveže novosti in izročilo, spomin in vizijo. To je duh, ki ti da, kot pravi Kristus, da boste razumeli in dubelj moč, da boste živeli. Točno to, kar se je zgodilo z apostoli v času po Jezusovem stojenju, ker res niso nič zastopili, do Binkošti. Pa še takrat je bilo par dni prej, ko šel v nebo, nekateri so pa dvomili. Ne? To je večno vprašanje človeštva. Zdaj, zelo zanimive so trojice, vsaj kakšno povejmo, ne? Poslušanje, ki vključuje dialog in razločevanje. To so besede. Poslušanje, slišiš besedo, moraš jo nekdo izreči. Način dialoga, da bi razločeval. Razločeval je pa vedno v poslušanju Svetega duha. Svetega duha. Spet dinamika besed in končno razločevanje. To mogoče včasih se premalo pove. Cilj te sinode, ki še poteka, ni, da se srečamo in da se pogovarjamo. To je korak na poti, brez katerega naprej nima smisla iti. To je temeljni korak. Ampak cilj je, da pridemo do razločevanja, kako živeti evangelizacijo v novem času. Sicer pa, če je srečanje pristno, veš, tudi v sekularnih okvirih, to ni srečanje, ker če srečanje res dialoško, pa nekaj novega nastane. In ni več tako kot je naprej. Dialog ima vedno srečanje, bližino, na daljši čas oblikovanje občestva, skupnosti. Ima drugi vidik, ko se tistem, ko srečaš, se stvar spremeni v naravoslovju, fiziki in v mnogih drugih panogah, pa garantiram, iz srečanja se rodi ustvarjalnost. Tudi največje ustvarjalne sile, kot je vrhunska kvantna fizika, brez pogovorov, brez srečanj, fiziko ne bi bili. Presrečanje je res nekaj temeljnega, ne samo v smislu bližine, ampak v smislu nekaj novega videti, nekaj novega narediti. Srečanje je ustvarjalnost. Zdaj, potem so seveda še druge trojice, predvsem je čas milosti, čas poslušanja, da bomo
postali cerkev bližine, cerkev poslušanja in da bomo počasi išli iz tega, kar je bilo 1500 let, ne? To je postkonstantinovska družbena oblika religije, bi rekel moj prijatelj Tomaž Lukman, slovenske matere sin, slovenskega Avstrijca sin, ne? Ki je mogel pa živeti zunaj, ker smo očeta ubili. To je šlo mimo. 1500 let je bila cerkev posebna institucija in je institucija religije bila glavna oblika. Danes to ni. Danes bomo živeli drugače s cerkev. Cerkev bo živela naprej, ampak ne več na ta način. Dobro, te tri besede še mogoče samo o soudeležbi, ker občestvo pa poslanstvo je kar razumljivo. Soudeležba. Kaj je soudeležba? Temelj soudeležbe je to, da je krst tisto, kar dela kristjana kristjana. In to je bolj pomembno kot katerikoli drug sakrament. Zato smo vsi po krstu poklicani, da participiramo oziroma da smo soudeleženi. Ne samo, da sodelujemo. Ne? Dolgo časa je bil naš prevod sodelovanja, da smo pa končno ne uspeli, jaz sem se malo trudil pri tem, smo le uspeli se vrniti v pravo pomen. Soudeležba pomeni, da si ti soakter, sooblikovalec. Ne kot te nekdo povabi, da sodeluješ, ampak že po krstu si poklican, potem pa moramo biti stvarni. To ne pomeni, da si v vsakem trenutku za vse poklican, kako si poklican, to je odprto, ampak da to gradimo, to pa je izziv. Se spomnim eni manjši župniji gor na Gorenjskem, en možak, več kot 70 let imel takrat, ko je to bilo 3 let nazaj, ko smo se pogovarjali na enem srečanju, rekel 30 let. On je bil en glavnih, kar se počelo v župniji in kar se počelo v kulturnem društvu tam. Prav, že 30 let čakam, da bo en vprašal, kako krščanstvo živeti. In je bil tako vesel, veste. In en drug isto. Ne. To je taka prilika, ne da škof ne bo škof, ampak škof, ki sliši svoje ljudi, je drugač škof, kot škof, ki je oddaljen od svojih ljudi. Jaz garantiram, jaz nisem samo študiral skupnosti, ne, kot je naslov te knjige, pa ki je po doktoratu. Jaz garantiram, ker sem v mnogih okoljih in strokovnih, socioloških, veste, in cerkvenih, različnih in tako naprej. Če ima človek za sabo besedo življenja, ene par ljudi, pa ene skupnosti, in potem nekaj reče, to ni ideja, to je samo, da povzameš tisto, kar se je že zgodilo. Pa tudi, če tega v povprečju čisto malo, ne, ampak to je življenje, ki je stvarno. To ni neka misel, kako bi bilo lepo biti, ne. In to je pomembno. Zato soudeležba. In soudeležbo razumemo, ko bi rekel, kot ta papež poudarja, če cerkev ne jemljemo kot krogle. To je že v prvem dokumentu velikem, ne, veselje evangelija, Evangelium Gaudi, ne, postavil to, da model cerkve ni krogla, ampak polieder, torej ne pravi lik z mnogimi ploskami, kot način, da razumemo drug drugega, v kateri nalikuje pravzaprav vse, tudi za tiste, ki so malo tako, tudi kakšni, ki grešijo, ker tudi oni imajo prostor. Če zjude malo geometrije, ne, polieder ima 3 stvari. Ima ploskve, ima stičišče ploskev, torej, če hoče zastopati, mora zastopati stičišča in je celota. Pa seveda kot kristjani duhovno razsežnost. To je polieder. In tam je prostor za najboljše stvari, ker so prisotne v narodih, pravi, in v ljudeh, ki so. In to je sinoda. Jasno, da to ni neka ideja, ne, ki je imela, ampak to pomeni način, kako graditi sinodalnost. To pomeni odpirati prostore. No, tole bomo spustili, ne. Zato je pomemben proces, kako naprej, ne. Ta del Fratelli Tutti, ki govori o spremembi miselnosti, ne. Ampak to je možno, če skupaj hodimo, ne. Zdaj, ja, malo prepočasno gre, ampak dobro, bomo malo skrajšali drugi del. Drugi del, kontekst časa, kulture, družbe. Glejte, ne bom rekel več kot samo 3 stavke. Jaz globoko mislim, da je Epitirjem Sorokin, ki ni
isto storil kot ta propad Zahoda Spengler, pokazal, da so 3 velika kulturna obdobja v civilizacijah in da nobeno obdobje ne traja 5000 let. Ampak kot je bil Homerjev čas v Grčiji, klasična Grčija in pa je helenizem, grško-rimski, je bil tudi srednji vek, vrhun srednjega veka, zgodna renesansa in pa je moderna doba. In to se spreminja. In vsaka doba doseže velike ustvarjalne dosežke, pa velja pa dekadenca. Zelo ponižni biti, veste, kristjani, ker zaključek srednjega veka so verske vojne. To je dekadenca, huda dekadenca srednjega veka, ne? Kjer je bil Bog v središču. Pojdite v Hrastovlje, imamo toliko lepe stvari iz tega, toliko lepe stvari imamo tudi v Sloveniji, recimo, ampak ne pozabiti, nisem lepo bilo. Isto moderna doba, ogromno smo storili, zdaj pa živimo v prostoru, sploh zdaj industrija vojne, ne? Edini zmagovalec, kjerkoli je danes, čisto jasno, industrija vojne. To je zelo hudo, ne? Torej, prehod 150-240 let. Ni bilo drugače nikoli in verjetno tudi zdaj ne. Če kdo vpraša, kasneje lahko o tem več povem, ne? Akter prehoda smo najprej ljudje kot osebe in kot skupnost, ampak tudi kot kultura. Ker ne smemo pozabiti, saj ni čisto res, da so samo 3 griči sestavili Evropo. 3 griči so bili ključni začetek. Atene, misel, Rim, organizacija, pravo, Jeruzalem. Tam je bila temeljna duhovna izkušnja osebnega Boga. Potem so pa skupine narodov in narodi dodali en pečat, zaradi česa danes tako živimo. Moramo ta element upoštevati, ne? To so akterji, kultura. Tukaj je papež teolog kulture, to, kar je latinsko-ameriška teologija, tista, ki je manj znana, ne? Ima 3 stebre, ki bi mogli biti Slovencem blizu. Živa vera ljudstva, pobožnosti, romanja tudi, poseben posluh do ubogih, prednostna odločitev do ubogih in družbeno-kulturna analiza. Ne ekonomska, ampak družbeno-kulturna. Ni to bilo značilno za nas, da smo obstali? Kako, da tega ne slišimo? Glejte, kako bi lepo, da bi to slišali, ne? Torej, kako? Prva stvar, ki mislim, da je dobro, da se vrnemo k osebi. Kdo je človek? Ker tukaj je prav antropološko vprašanje. Če jemljemo človeka kot posameznika, individuuma, namo nikamor prišli. To je grško-rimska verzija razumevanja človeka. Če vi ne verjamete, preberite Benedikta, odličen članek v Komuniju, to je tale iz leta 90, ne? Ker čisto jasno postavi, da boecija, definicija, ki je individualna substanca, racionalne narave, nič ne more spregovoriti ne o Sveti Trojici, ne o kristologiji, torej tudi ne o človeku kot temu, ki ustvarja po Božji podobi. Zato priznanje drugega pomeni že osebni princip, torej oseba pomeni odnos z drugim, ne? Človek je bitje odnosnosti. Čisto kratko, malo naš čas, sem jaz slabo organiziral vse. To je to, gledajte, to je križ. To je človek. Stari križi, dolgo pred krščanstvom, so malo kozmični, ampak vedno je človek iskal odnos do neba in vedno je človek iskal odnos z drugim, ne? Pa še krog skupaj, da smo videli popolnost. To je pa križ, kjer se je spreobrnil sveti Frančišek Asiški, pri svetem Damjanu, blizu Asizija. Tukaj pa vidite, krščanski križ je pa oseben križ, ne? Ampak še vedno zemljo in nebo povezuje in človeštvo med seboj. Torej, srečati se, ne, je zelo pomemben korak. Ampak kako se srečati, ta dinamika? Dinamika sinode je zelo blizu dinamike, ki je bila v pripravljalnem dokumentu za sinodo o družini, po katerem bi mogli povprašati več ljudi, kot je bilo v Sloveniji vprašanih, no, ampak v Sloveniji so bili nekateri krogi, malo bo treba še razširiti. Isto, že tam je bilo čisto jasno, kako je to nakazano. Ne ideja, bomo vprašali znanstvenike, strokovnjake, teologe predvsem, pa z voljo uresničiti. To ne, ampak prva stvar je videti, ampak videti tako, da se srečaš. To ni abstraktno videnje, to je videti, ki je zelo osebno. In videti takoj 2 stvari, konkretno življenje, celo konkretnost
In tukaj je poslušanje, temeljna beseda, in slišati Božjo besedo. Zato imate pri Fratelli tudi vsi bratje takoj za situacijo človeštva zgodbo, pripoved o usmiljenem Samarijanu. Zato imate pri Laudato Si, ki je vprašanje stvarstva, takoj za situacijo človeštva, ki je fantastično napisana, hvalnico stvarstva svetega Frančiška Asiškega, ki je pisal, ko je bil zelo bolan, ne ko je bil poln življenja. Leto pred smrtjo je bil zelo bolan, ko je to napisal. Ne. Zato imate pri Amoris Laetitia, ki je enciklika po sinodi o ljubezni v družini, zakonov v družini, Pavlovo pesem, Pavlovo hvalnico ljubezni, ne, tukaj je ljubezen in tako naprej, ker vedno je izhodišče cerkve, kot jo želi razvijati, spodbujati ta papež, da vidiš konkretno življenje in konkretnost razodetja hkrati. Konkretno razodetja pa ni samo Sveto pismo, ampak je tudi vsa zgodba cerkve od takrat. In tisti, ki so to izpričali, imajo več zapovedati kot tisti, ki so samo nekako pisali. Torej, konkretnost iz izkušnje cerkve. Ko to je treba pa poglobiti razumevanje, torej zakaj je tako. Če ti gledaš z očmi odrešenimi na eno stvar, boš videl malo drugače, kot če samo veste človeško. Zato mora biti ta opomin pa spodbuda na gled Kristusa, ki je križan in vstal, da vidiš tako, da boš najdel pot do presoje, ki pa spet ni križno mišljenje, ampak razločevanje. In razločevanja ni, če ni občestva in če ni Svetega Duha oziroma Trojice. Ko to je, pa dajmo dati predlog. In zdaj so že prišli do določenih predlogov. Torej, ne več ideja, volja, delovanja, ampak presoditi tako, da se srečaš, videti tako, da se srečaš, s kulturo tako, da te gane, ni vseeno. Če te ne zaboli tam, kjer je krivica, pa bo šlo. Če ne zajokaš tam, ker jokajo, to ne vidiš prav. Če te ne gane, prav gane, ne, veste. Potem pa, zdaj je spet bil Pedro Opeka, ne, Peter Opeka smo rekli v Argentini, moramo reči, ne, na parih mestih, ne. On je videl stisko teh ljudi. Kot je Mojzes slišal Boga, slišim stisko svojega naroda. Torej, ne gre, da vidim sebe, gre, da vidim stvarstvo, ki trpi v porodnih bolečinah in da dam svoj delež skupaj z drugimi na tem poti. Ni časa zdaj, zato čisto kratko. Tukaj so 4 principi. Srečanje z življenjem, to pomeni resničnost je bolj pomembna kot ideja. Druga je sprožiti procese, to pomeni čas je bolj pomemben kot prostor. Tretjost, celovitost je pred totalnostjo ali pa fragmentacijo, ker pomeni celota je več kot del in več kot vsota delov. In četrti, edinost je nad sporom, torej kako ravnati z napetostmi. Jaz kot sociolog skupnosti vam garantiram, da nekatere izmed teh stvari tudi laična znanost, laično vedenje, laična izkušnja življenja potrdi. Skupnost je vedno več kot vsota posameznikov, ki jo sestavljajo. Drugače rečeno, torej, če gremo, to smo zdaj povedali, ne? Če gremo zdaj k tretjemu delu, čisto kratko, 10 minut mogoče, ali pa manj, glejte, do kje je zdaj prišla sinoda in kje smo. Seveda, elementi, kot so etika poslušanja, kultura bližine, kultura srečanja, dialog kot srečanje, poslušati uboge, krik zemlje in tako naprej. Vse te stvari so bile izrečene, tudi na našem srečanju v Pragi, in mnoge druge stvari so bile izrečene. Torej, odpirajo se mnoge stvari. Mislim pa, da je prišlo do nekaterih stvari, ki prav, da nam že prav danes omogočajo, da ravnamo tako. In prva stvar je pogovor o duhu, o tem nič več kasneje. Druga stvar je, kako ravnati z napetostmi. Tretja stvar je predlog, ki je že tretjič predlog, spremljati mlade pred in po poroki. To je izjemno pomembna stvar. Četrta stvar o razločevanju, soudeleženosti laikov in mnogi drugi poudarki, žena, komunizem, da pridejo skupaj različne znanosti, odgovornost škofov in ostalih. Skratka, to je bilo že vse obravnavano in nekatera vprašanja, ki so se izkristalizirala, to je ta dokument, ki ga vam zdaj kazal takoj, so
dana komisijam. Mislim, da je 12 okrog teh vprašanj, recimo o diakonatu žene, o vlogi službe in pa drugih, ki naj poglobijo vedenje in bodo predlagali, mislim, da spomladi drugo leto mogli reči. Torej, prvi del sinode je v enem delu pokazal teme, ki so pomembne, da jih poglobimo in damo močnejši odgovor kot zaenkrat odgovor. Drugi del je pa tisti, ki se bolj odraža znotraj teh treh poglavij. Torej, dokument srečanja v Vatikanu oktobra lani ima teh 20 enot, vse to lahko preberete tudi sami, je na strani Škofovske konference, prevod, sinodalna pot v poslanstvu, poročilo o povzetku, in ta dokument je zelo simpatično narejen, ker vsak izmed teh 20 delov, ki so namenjeni posebnim vsebinam, zbrani in poslani po Sveti Trojici, recimo, ubogi protagonisti poti cerkve, ne da pomagamo, da jih tudi prisluhnemo, to je toliko lepo. Potem je cerkev je poslanstvo, cerkev ima poslanstvo. Ali pa za cerkev, ki posluša in spremlja. Jaz sem dal par naslovov iz prvega, torej obrazi sinodalne cerkve, drugega vsi učenci, vsi misionarji, in tretjega dela tkati vezi, graditi skupnosti. Prvo je tisto, kar so skupine nekako, kar je šlo skupaj, konvergirali, ampak slovenski izraz lepši je, kjer so bila soglasja. Druge točke so predlogi, ki so jih že oblikovali, in tretji del, pri vsaki izmed teh 20 je tisto, kar so vprašanja, ki jih je treba obravnavati, da jih bomo obravnavali pa potem vmesno bolj poglobili. Torej, pogovor o duhu je bil način, kako so delali. Tukaj je slikca enega kroga, kjer so tudi odgovorni za sinodo v tem krogu. Vidite tole, ki je tajnica, pa Oderiča, pa Greka, ki so odgovorni kardinali in papeža. Mislim, 12 takih krogov, nekaj takega. In to je bil pogovor o duhu. Za pogovor o duhu, ki mislim, da je že zdaj sad sinode, je pa nekaj značilnega. To bom par besed o tem rekel. To ni vsak pogovor, pro et kontra, ali pa kaj že pravijo zdaj, tako, da vsak neko idejo pove, ali pa debatni krog. Vse to so pogovori, ki so potrebni. Tak stil pogovora, kot je na sinodi, pa ni to. Pogovor o duhu je kaj? V prvem krogu vsi, škofje in laiki, sestre in kardinali, imajo 3 minute časa, to so pač časovno omejenost, vsak ima, lahko se drugače zmenimo v tistem krogu, vsak pove glede na temo, ki je tisto, kar je iz njegovega življenja. To so škofje bili pozvani, da prinesejo izkušnjo krajevne cerkve, oziroma tistega okolja, kjer je. Tudi redovniki bili, predstavniki redovnikov, ki so dali iz tega okolja, laična gibanja, tudi tako naprej. Da izkušnjo cerkve pove. In gre prvi krog. Je kaj nejasnega, to se razjasni. Sicer se pa ne debatira. V drugem krogu, in to je pa zelo zanimiva dinamika, iz strani komunikacije, zame osebno, pa za kroge, kjer se jaz gibljem, v drugem krogu vsak pove tisto, kar ga je posebej nagorilo, ko je poslušal druge. Se pravi, kaj od tega, kar so drugi rekli, v meni odmeva? Ima eno posebno moč, da me je ganil, da me je prebudil. Tudi če sem proti, ampak to je to. Se pravi, ni gre samo pozitivno, ampak in ne smeš uveljaviti sebe. Ne greš ne v debato z drugim, da bi nasprotoval, ne v reševanje problemov drugega, ker ti ima že odgovor na njegov problem, ne v uveljavljanje sebe, ampak samo delimo si v drugem krogu, kaj je ganil nas, kaj nas je premaknil, kaj smo bolj slišali. Ta dokument tudi obstaja potem, glede te pogovora o duhu dinamike. Zakaj? Ker tako se počasi učimo, ne kaj eden govori pa drugi, ampak kaj duh govori zbranemu krogu. Kaj duh govori zbranemu krogu. Zato je pomembno, da ne govori samo o svojem imenu, ampak da prineseš lokalne cerkve, če govorimo na ravni globalne cerkve. In drugi krog, veste, je zanimiv, ker smo v kakšnem okolju to počeli,
Včasih se kar iste stvari ponovijo. Res, iste stvari se ponovijo. Včasih se pokaže malo trka, ne? V smislu napetosti ali pa nejasnosti ali pa različnega razumevanja. Včasih se pokaže pa, da tukaj pa res različno razmišljamo. In to je bistvo, da v tretjem krogu se zbere skupaj, ker na ta način slišimo počasi, kaj duh spregovori cerkvi. Torej ni več enega, ki bi bil poseben od zgoraj navzdol govor, ne? Ampak je skupnost, ki govori Sveti Duh. Jasno, da to lahko poteka. Mora biti molitev, ma ne samo malo, mora biti molitveno vzdušje. Kaj sem jaz slišal v Svetem Duhu, ne? Ni tako, kaj sem jaz slišal, kaj mi je všeč. Ampak kaj sem v tej molitveni drži slišal, ne? Zato je molitev ne samo v začetku in med posameznimi deli, ne? In tišina tudi, ne? In potem seveda zahvalna molitev. Se morajo prej pripraviti, oni morajo prej imeti 3 minute in priporočljivo je, da imajo napisan, kaj bi v teh 3 minutah povedali, da bojo lahko druge poslušali, da ne bojo razmišljali, kaj bom jaz rekel, ne? To je toliko lepo, veste, za toliko različnih okolij cerkve, če bi mi šli malo tega živeti, veste, koliko bi se odprli. Prvič bi mogli se naučiti, kako izraziti, in to je prvo vprašanje. Mi je rekel prijatelj Vinko Potočnik, ko se je tudi pogovarjal v Mariborski škofiji, prva stvar, ki je vam prišla, ni to, da se ne poslušamo, to je jasno, pa vemo, da znamo se izraziti. In če bomo tako delali, se bomo učili v izražanju, poslušanju drugega in Svetega Duha. No, to ni čisto novo, ker to je že prej se dogajalo, ne, v vseh teh procesih do zdaj. Samo to, da vemo, ne, da bi skušali ugotoviti, kaj Sveti Duh spregovori, torej, da bi skušali razumeti kairos tega časa. Nekaj morate razumeti, en tak simbolni pomen. Se spomnite, ko sta šla dva v Emaus, ne? Tisti je tako povedna stvar. In z njima je bil Jezus. Da ga nista prepoznala, to ni nič čudnega. Če ga Marija Magdalena ni prepoznala, pomeni, da je bil spremenjen. To je čisto jasno. Če ga Marija Magdalena je prepoznala šele potem, ko jo pokliče kot osebo, ne pa po videzu, je jasno, da mogo imeti malo spremenjeno obličje. Pa so se pogovarjali, ko bi rekel človek, debatirali, ne, razpravljali, mogoče lepše. To ni kot iz Ljubljane do Šentvida. Je malo dalj, ne, nekaj ur so hodili skupaj. In te dva nista zastopila. Srce je gorelo njima, piše. Pa ni tako. Kaj se je pa zgodilo? Tam sta naredila eno gesto, ki najbrž tudi pomembna, torej pogovor je pomemben, ki še ni čist, ampak odpira prostor, ker razpoloži človeka, pa te spomni, ampak čist pa še niste vedel. Potem je pomembna ta gesta, sta ga povabila, no, brez tega ni. Še tisti čudes Jezusa, zadnjič me kdo spomnil, ne, se smo ga imeli, ko povabi tega s roko, ne, v sredo, je mogel stopiti v sredo, ker tam ni odzad vera tega človeka omenjena, ampak stopiti je mogel v sredo, torej eno stvar je mogel narediti. Da je pa Jezus naredil ta čudež. Glejte, ko je pa Jezus prelomil, samo en simbol je naredil, sta pa vse razumela in ne samo, da nista ostala tam, ne, pa se med seboj pogovarjala, pa hvalila Boga, sta rekla, to mora pa tako iti povedati in sta šla proti sredini noči nazaj v Jeruzalem. To je to. Ta kairos, ki je pogosto simboličen, do tod moramo biti odprti, da se zgodi. Takrat Sveti Duh je omogočil. In zdaj samo še zadnja beseda, ker tega skoraj ne morem, bom spustil o spremljanju mladih, če pa je vprašanje, lahko to storim. Kot vidite, imamo zaključek. Zadnjo besedo pa moram, kako ravnati z napetostmi. Mislim, da tukaj smo Slovenci posebej poklicani, da prisluhnemo sinodi. Zakaj? Ker na sinodi je ogromno napetosti. In ker so pričevali ljudje na sinodi, da se napetosti niso razvile v smeri polarizacije. To je bilo skupno, pa niso bili ljudje, ki so v isti, ko bi rekel, viziji cerkve tam, veste, to je bilo. Cerkev je raznotera. Sta dvoje nasprotje. Eno nasprotje so, ki so trk, konflikt in vodijo v propad, lahko tudi katastrofo in dejansko
to uničujoče nasprotje. Potem so pa druge napetosti, ki jih je Romano Guardini imenoval Gegensatz. To so pa nasprotja, ki jih je svetopismo polno. Nasprotja, ki v bistvu zahteva, da stopiš globje, 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 ker ko boš to naredil in boš ta nasprotja imel pred seboj, je to prostor ustvarjalnosti in novosti. Kriza je isto. En del odgovora na krizo je, dol padeš, ali pa ignoriraš, drug del je pa, da ustvarjaš nekaj novega. To je tako pomembno danes v cerkvi, ker v cerkvi smo vedno bili različni. To ni nič novega. Smo vedno bili različne cerkve. Ne? To ni nič novega. Ampak danes se čuje, da se poslušamo drugo cerkve in med cerkvami malo napetosti, še več je pa največ napetosti znotraj cerkve. Kako ravnati z napetostmi, to je poziv. In jaz bi res, ne sem vas prosil, ki ste tukaj ali pa ki poslušate, da nekaj kot Slovenci vložimo v ta vidik sinodalnosti. Zakaj? Trstenjak, ravno me je Edi Kovač povabil, pa malo spodbudil, ne, da sem napisal poj skupaj, je en članek v tej Edinost in dialog, Mariborska revija Teološke fakultete. Trstenjak, kot veste, je bil velik mojster razumevanja slovenskega človeka. Nekateri izmed tukaj najbrž ga bolj poznate kot jaz, ne, v živo, ne. On je bil blizu človeku, ampak on ni bil sam psiholog posameznega odnosa, posamezna oseba, ne, ampak je razumel narod. In on pravi, da za Slovence so 3 značilnosti, ne, oziroma na 3. mesto značilnosti je postavil v večjih delih, ki sem jih bral, isto. Delovnost, poštenost, to nekako vemo, ne, lepo slišati, mogoče smo malo manj, kot smo bili v času Trstenjaka pred par desetletji. Tretja pa zmeraj sprtost. Da Slovenci skupaj stopimo, to je, in seveda to ni vprašanje medvojnih pa povojnih stvari. Mlado in staro Slovenci, črkarstvo prav, da pobil bi se za to, a bo napisan SH ali še. In še, da je to tako bilo še nazaj. Ne? Ali lahko kaj storimo, da bomo napetosti videli kot prostor ustvarjalnosti, dopolnjevanja, različnosti v edinosti in nas napetosti ne bodo znotraj naše cerkve in znotraj našega naroda, pa znotraj družin in drugih okolij ločile. Bi zaključil z enim stavkom, ki ni strani cerkve prišel, pa mislim, da v cerkvi tudi veliko pove. V refleksiji skupnosti, če je skupnost resnična, pristna, ne, se pravi, da ima kriterije izpolnjene, je en stavek tako simpatičen in to je bil napisan, pazite, pred letom 1900. Tenis ga tako imenuje. Za skupnost v tem pristnem smislu je značilno to, bom malo po domače povedal, da ima neko skupno središče, neko jedro, neko dejavnost, bi rekel Vojtila, ne? Nek simbol, bi rekel en drug, nekaj, kar tako močno povezuje tisto skupnost, da je vse razlike in ločenosti ne morejo ločiti. Nasprotno, pa družba, pa ne bo to delniška družba ali pa demokracija, pa vsa presečišča interesov je ne morejo skupaj spraviti nikoli, ker čim pride malo se razbije. Da bi res skušali iskati tisto, kar je za naš narod, za našo cerkev, za našo župnijsko ali pa katerokoli okolje, kjer živimo cerkev, tisto, kar nas bolj povezuje, kot nas razlike med seboj tudi ločujejo. Vse to je od moža in žene, staršev, otrok, 3 generacij in tako naprej. Poročenih, samskih, duhovnikov, laikov. Če bomo te napetosti tako živeli, tvoje razlike sploh imajo problem, ampak bojo bogatstvo za ustvarjalnost. Če bomo pa to ne živeli, potem gremo pa v smeri, ali smo razdrobljeni, ali pa se hočemo poenotiti. No, jaz se poenotiti ne morem. Jaz se ne znam poenotiti, ker bi mogel zanikati sebe. Jezus nam ni prinesel svobode od nečesa liberalizma, niti svobodo za Rousseauja in vseh kolektivističnih ideologij, ki se moraš odpovedati, ne? Ravno kar so rekli, da so nas osvobodili, ena stranka, ki ima naslov,
in nas bojo še osvobodili, ker nismo svobodni. Jezus je prinesel svobodo z. Naša svoboda je biti z drugim, ne od drugega, ne biti za njim, tako, ko maširajo. In svoboda z pomeni pa kaj? Da si v ljubezenskem odnosu. Če delaš svobodo z, boš prej kot slej. In oni trije, Oče, Sin in Sveti Duh, mislim, da so popolno svobodni in popolnoma zavedajoči. In Kristus je ves čas nekaj delal. Ne? Tudi to bi bilo dobro obnoviti v naši cerkvi, da bi se bolj pogosto slišali, ne Kristus sam, ampak ker je volja očeta, ker je Oče rekel. Ker želim pokazati, kakšen je Oče. In potem doda proti koncu, edino Sveti Duh je tisti, ki vam bo dal to razumeti. Vse iz sebe ne boste razumeli. In vam dal razumevanje, tolažbo in moč. Torej, vsi trije. In to sinoda želi narediti zdaj v času, v katerem nismo, torej nismo v blagoslovljenem času, res, nismo v to lepem času, da se lahko takoj zahvalimo Bogu. Zakaj? Ker kljub vsej dekadenci se poraja nekaj tako lepega, da smo lahko samo hvaležni. Glejte, v mojem življenju, mogoče mi da Bog še nekaj let več ali pa manj, je papež šel spet v sinagogo, 2000 let skoraj. So se srečala pravoslavni patriarh in papež, 1000 let skoraj, in zahodni luteran in katoličan skupaj v Lundu. Ne moramo reči, da je čas slab. Čas je pa zahteven, to pa zelo, zelo, zelo. In zato so te pobude, za te procese tako pomembne, ker omogočajo, da niso samo fragmentalni dogodki, ne, da gre proces. Hvala vam.